Lepo pozdravljeni ponovno na psihološkem večeru. Gremo po notranje vire moči. Pozitivna psihologija nas uči, da je naše zadovoljstvo, naše notranje subjektivno blagostanje, tudi psihološko blagostanje ali tisto, kar poljudno imenujemo dolgotrajen občutek sreče, povezan s 3 dejavniki. Eden od dejavnikov, ki zajema največji delež pri tem, kako nekako v življenju smo srečni, je dednost. Naslednji dejavnik, na katerega najpogosteje menimo, da v našem življenju ima močan vpliv, je okolje. Ostaja še dejavnost, naša lastna dejavnost. No in znano je, raziskave so pokazale, da je dejansko nekje v okrog 50% naše sreče res dedno pogojeno. Ampak le 10% naše sreče pa je pogojeno z okoljskimi dejavniki. Vse ostalo, polnih 40%, seveda približno, pa pripada našim lastnim dejavnostim. Torej, zdaleč ni vseeno, s čim se ukvarjamo, kam vlagamo svoj čas, svojo energijo, katere dejavnosti izbiramo. Številne raziskave so pokazale, da lahko nekatere dejavnosti naš občutek trajne sreče krepijo, drugega zavirajo. In vedno več prihaja znanj o tem, katerim dejavnostim se je torej vredno posvetiti, tistim, ki našo srečo krepijo. No in med njimi je tudi vrtnarjenje. Vrtnarjenje, ukvarjanje z zemljo, občutenje zemlje ni samo nek privilegij, ki pripada tistim ljudem, ki veljajo za kmečke ljudi, za pridelovalce hrane, ampak gre za nekaj, kar je bistveno obsežnejše. Če pogledamo, kaj pravijo sodobne raziskave o vplivu samega vrtnarjenja na duševnost, lahko najdemo naslednje zapise. Redno vrtnarjenje, sodeč po raziskavah, pomaga pri ohranjanju našega zdravja, tako da zmanjšuje verjetnost bolezni srca in sladkorne bolezni. Ohranja zdravo raven holesterola ter povečuje ročno spretnost in sposobnost koordinacije. Raziskave so pokazale, da vrtnarjenje zelo koristi duševnemu zdravju, kajti zmanjšuje stres in depresijo in povečuje tudi samozavest. Vse to se kaže v očitnem izboljšanju pozitivnih čustev in v duševnem ugodju. Iz stališča torej psihologije je danes jasno in znano, da je vrtnarjenje zelo koristna zadeva. Koristna za naše telesno in naše duševno zdravje. Na tem mestu bi lahko naše podajanje zaključili, a želela bi podati še nekaj, kar v bistvu lahko rečemo, da spada pa na bolj mejna področja naše znanosti, če tako rečem, in bomo verjetno v bodoče šele raziskovali. Gre pa za poročila Sibircev, zopet meni ljubih Sibircev, domorodnih Sibircev, ki so opisani v knjigi Vladimirja Megreja, o tem, kaj oni pravijo o vrtnarjenju in kakšna napotke oziroma priporočila dajajo nam, ki se ukvarjamo z vrtnarjenjem. Oni menijo, da so ljudje, ki se ukvarjajo z vrtičkarstvom, ki imajo svoj vrt, v bistvu se lahko razkrivajo številne skrivnosti, ki se sicer ljudem ne razkrijajo v tako imenovanem tehnokratskem svetu, kjer zaradi hitrega načina življenja, stresnega načina življenja nimamo več tako dobrega stika s sabo, kot smo ga imeli, ko smo bili povezani bolj z naravo, oziroma kot ga lahko nazaj razvijamo v povezavi z naravo. Menijo, da so nas ravno vrtičkarji še nedavno nazaj rešili lakote in da prav oni, prav vrtičkarji v duše sejejo dobro.
in da vzgajajo družbo prihodnosti. To so zelo spodbudne besede. In trdijo, da lahko današnja družba marsikaj spozna, marsikaj dojame pomembnega za življenje v stiku z rastlinami. In da ravno vrtičkarji so tisti, ki bodo dokazali pomen povezave človeka z živim svetom. Danes je v vrtnarjenju že mnogo oddaj, mnogo je povedanega, tudi preko oddaj knjižnice Šmarje, tako da sama se nikako ne bom spuščala v vrtnarske nasvete, ampak bi vsemu temu, kar je že poznano oziroma s čimer se vsak, ki se trudi vrtnariti, že posveča, bi dodala samo nekatere informacije, ki jih podajajo Sibirci, to pa zato, da bi bil naš vrt, ne glede na to, kako je vzgajan, nekako v ravnovesju, kot oni pravijo. Da bi bila klima našega vrta v ravnovesju, kadar upoštevamo nekatera načela. V ravnovesju pomeni biti tudi v ravnovesju z nami kot posamezniki. Namreč Sibirci trdijo, da je seme, ima sposobnost zdraviti nas. Ampak da lahko, da nekako tako razlagajo, podrobnosti si lahko sami preberete v knjigi Zveneče cedre tajge ali v zeleni knjigi Anastasija, ki je samo druga izdaja te knjige. In sicer pravijo, da ima vsako seme ogromno količino podatkov in da sodeluje z vsemi nebesnimi telesi, zato tudi velja, da ni vseeno, kdaj sejemo rastline, da je bolje, da jih sejemo in sadimo v času, ki je po planetarnih razporeditvah njim bolj primeren. Ampak, kar je pomembno, je to, da je potrebno, če želimo, da se seme uravnovesi z nami, seme informirati. To je mogoče nekaj povsem novega ali drugačnega, ne glede na to, s katerim načinom vrtnarjenja se ukvarjamo, lahko upoštevamo oziroma sprakticiramo tudi to, kar imenujejo informiranje semena. Gre preprosto za to, da semena, na primer kumaric, fižola, koruze, paradižnika, vsa taka semena, ki niso predrobna, lahko informiramo tako, da jih pred setvijo damo v usta. Pa ne gre zdaj za to, da celo njivo ali pa cel vrt zasajamo tako, ampak vsaj nekaj rastlin, vsake vrste rastlin. Torej vsaj nekaj semen. Damo v usta, v ustih podržimo približno 9 minut, lahko več. Potem pa izvedemo naprej postopek, ki pač ga oni tako podajajo, zato da bi to seme lahko čim bolj prejelo informacijo od nas. Ko seme nekje okrog 9 minut držimo v ustih, ga damo na svoje dlani in pravijo, da ga naj za nekaj časa, za kakšnih pol minute držimo v dlaneh, ga s tem ogrejemo, potem pa dahnemo v seme. Tako seme začuti informacijo od nas. Najprej iz sline, potem iz našega daha, tudi iz dotika. Potem pa roki razpremo in seme pustimo, da je v povezavi z tokratnimi nebesnimi telesi in ga posadimo, posejemo. Če je možno, spravi, če ni tako mrzlo kot danes, potem smo lahko tudi bosi na gredi, kamor to sejemo. To je ta osnovna informacija, osnovno načelo, kako informirati rastline. V informiranje rastlin kasneje spada tudi zalivanje oziroma škropljenje teh rastlinc občasno z kapljicami, ki so ostale po umivanju na naših rokah, na našem telesu lahko. Potem, ko si umivamo noge, preden uporabljamo mila, si lahko noge umijemo in potem s to vodo zalijemo rastline, ali pa zjutraj, ko se vstanemo, gremo bosi po vrtu. Zaželeno je, da gremo kdaj ob polni luni in se dotikamo rastlin in na ta način ohranjamo povezavo z rastlinami in jih informiramo. Po informacijah Sibircev imajo rastline možnost,
da potem, ko imajo informacijo od nas o našem zdravstvenem stanju, tudi verjetno o našem duševnem stanju, da iz zemlje jemljejo, črpajo več tistih snovi, ki jih potrebujemo. Vabijo nas, da delamo tudi eksperimente in da zasajamo kakšno gredico popolnoma brez tega postopka in kakšno gredico s tem postopkom in potem sami primerjamo te rastline. Seveda tisti, ki pa imate bolj možnost opravljati kakšne natančnejše analize, je še pa toliko bolj zaželeno. Poleg tega, da ustvarimo dobro ravnovesje med rastlinami in nami, s tem, da rastline informiramo, priporočajo tudi, da upoštevamo nekatera načela za ustvarjanje ustreznega ravnovesja med rastlinami. In sicer na vrtu naj bi imeli posajeno vsaj eno sončnico, ker naj bi to ustvarjalo ugodno energetsko mikroklimo. Ampak to ni dovolj, poleg tega pa bi bilo potrebno nekje na kvadrat pa pol do 2 kvadrata zemlje posejati tudi z žitaricami. Katerokoli žitarico, recimo pšenico, in pa pustiti tudi en majhen otoček, ki tudi naj bi bil manjši od 2 kvadratnih metrov, kjer pa naj rastejo samo trave. Jaz sem si v ta namen pustila potko zatravljeno, kajti najprej smo nameravali na vrtu narediti pot iz ploščic vrtnih, ampak sedaj imamo travo, zato da zadostimo temu kriteriju, da je sredi vrta tudi en del travnat. Priporočajo, da vkolikor nimamo trave in jo šele bomo zdaj ustvarili, potem ko smo slišali, da je dobro, da je trava tudi na vrtu, da je dobro, da prinesemo iz gozda zemljo za ta kvadrat oziroma za ta 2 kvadrata trave. To je to. Seveda, to velja za vrtove naše, da bi naši vrtovi imeli ustrezno rast, se učimo, spodbujamo drug drugega, spoznavamo različne načine zasaditve, grede, visoke grede, nizke visoke grede, recimo postajajo zelo aktualne, sploh v takih območjih, kot je recimo pri nas, ko je občasno tudi poplavno območje, smo se odločili za nizke, visoke grede. Sicer pa vsak nekako išče svoj način, seveda pa ni noben problem, oziroma marsikdo že avtomatsko upošteva tudi ta načela, da vrtu rastejo sončnice, da je tudi vrtu kakšen otoček trave in žitaric. Tako. V teh časih, ki so dokaj nestabilni, lahko rečemo, imamo včasih občutek, da se namajajo tla pod nogami, da tista stabilnost, ki smo jo poznali še nedavno nazaj, počasi se spreminja in izginja, je še kako pomembno, da iščemo stvari, da iščemo tiste dejavnosti, ki nas notranje krepijo, ki nas pomirjajo, nas bogatijo in nam prinašajo pozitivne občutke. Ker je vrtnarjenje eden od teh dejavnikov, vam želim, tako kot sebi, da velikokrat sežemo k zemlji s svojimi rokami, da smo z njo v stiku in da si ob tem tudi nekaj pridelamo in uživamo tako naravne, ekološke sadove, narave in svojih rok. Lep pozdrav.